ukvarjaš se z opero, Laboda si boš tetovirala in zdaj, če rečem Natalie Portman. Natalie Portman, Black Swan, je kar eden moj, po moje, da je top 10 filmov, ampak nisem si zaradi tega dala Labodo tetovirati. Ne vem zakaj. Zdi se mi, da je ful tako predstavlja neko tako nežnost, pa po drugi strani so pa ful agresivni, ne? Mislim, tako ne smeš jim kaj preveč približati na Bledu ali pa tle ob Dravi. Če hočejo, so lahko tečni, ja. Ja, tako ful zanimive živali. Zanimive bitje so, ja. V bistvu, v Mariboru jih je ful, pa vsi so tam neki pri Dravi, pa vse je posrano skozi. Sem ful jih, ful je posrano vse. Ful jih ljudje aščejo, vedno ko so, ne. Vedno so gnezdijo v bistvu zraven ceste, ne. Ja. In ljudje ful pazijo, vedno ko je ono vse posod na Facebooku, pazite, tam je zdaj poleg Jack and Joe, ima gnezdo, ačite, snaga prije pa dajo okoli te, kaj so, trake, no. A to pa nisem vedela. Ja, valjda, mislim, se ja, logično. V bistvu. To je vsako pomlad, ali kdaj več gnezdijo, je cela veselica. No, zakaj pa drugače Labod? Jo, mislim, da sem že zdavni mim tega, da bi mi mogel vsak to neki pomeni. Mislim, ne pač, valjda si ne bi dala zdaj neki kar res, ne vem, neki totalno random, ali pa tudi. Pečene rebrice. No ja, to recimo si ne bi. Ali pa poznam enega, ki ima repo tetovirano. To sem neč tudi čul. Ja. Ja. Ampak drugače pa pač sam lepo se mi je zdaj. Pa tako imam ene par tatujev, dosti vidnih, ki so ful grobi. In zdaj sem rabila nekaj, ki je malo bolj tako ženstvenega, recimo. Ja, v bistvu sem se ful tako iz danes na jutro spomnila, da bi imela Laboda. Tako sem tudi mu rekla, najprej sem hotela imeti neke zmajčke, pol pa... V bistvu, ja, bolj dojemam tatuje tako kot neki... kot nek piece of art. Ne, da mi mora zdaj ful neki pomeniti. Ja, razumem. V smislu, da da neki zraven izgledu. Ja. Okay. Tako čisto pač estetsko mi mora biti. Vse verjamem tudi, da se mi bo, mislim tudi moji tatuji so dokaz, da se mi ful spreminja okus, ne. Ampak tako, zaenkrat mi je to. Meni tudi, glih smo blessed over tu 2 meseca. No, pač se da že nekaj narediti, če ti pač neki ful ni, pač že popraviš. Ja, pa ne smeš to tako gledati, ne. Mislim, meni tudi ni ful bilo žal tega tatuja, ko sem si ga dal spremeniti zaradi tega, ker ful je bil butes, ne. Ja. In je tako, ja, tako sem študiral, časi, Tiger je bil to. Ja. V glavnem, zakaj pa imaš torej grobe tatuje odprej? Pa ne vem, takrat sem se bolj hotla nekako, mi je bilo všeč, da sem malo bolj tako izpadla, malo bolj tough. Zdaj pa, ne vem, zdaj mi je pa, ne vem, ne razmišljam več o tem. Ne vem, takrat sem tudi še ta cel imidž Raven, pa to zelo tako drugače dojemala, kot zdaj, no. No vem, takrat sem imela neko tako obdobje. Zato mi je tudi cool, ja, po mojem mi nikoli ne bo zares žal nobenega tatuje, ker me vsak spomne na neko obdobje, ker sem ga pač si želela imeti. Edino, kar si bom po moje res dala stran, so tili tatuji na prstih, ki so pa res tok kar neki. In sem si tudi pač ful tak impulzivna odločitev. Ful so slabo narejeni. Pa pač ja, kar neki so mi, no. You only YOLO once, ne? Ja. Ja, mislim, laser je... A si dal si že kaj odstraniti? Ful je drago, to v Sloveniji. Ni. To je stara fora bila. Zdaj imaš, mi dva ful promoviramo laser. Ja? Tu v Mariboru. Koliko je? Ena rekla, da je 80 €, nekaj takega. Na uro? Pač ni drago, ni več to, kar je kaj, 80 bilo €, kaj? Ne vem, zdaj nimam cenika, ampak pač ni več tako drago, kot je bilo. Tako da danes id z laserjem v strani, pač mi dva... To verjamem, ampak gre, odvisno kak hiter je, ne, ker vem, da je kolegica je dala pol jurija za... Ne, ni več tega. Tu, ne, ker je tako počasi delala, ne. Ni bilo tako drago, da je rekel, da je 200 € na uro, ampak ker je imela malo večji tatu, pa ker ni šlo stran, je pol na koncu jurija zdevala, se je hodila celo leto, ne. Pa to res tako ful boli bolj kot tetoviranje. Ne vem. Ful je krajše. Ful je drugače kot to, kaj je bilo včasih. Ne vem kaj, ker sem rekel, da si bom nekaj dal narediti, pa šel od strani, da lahko pol povem, ampak... Kaj pa če kar na kožo, se pa isto boli? Ja, ampak ni več to, kar je bilo. Je ful boljša,
kaj bi temu rekel, ful je tehnologija šla naprej in ne se logično, skuri več kože, res razbije sam pigment in je super. Ampak pa pol se to, mislim, gre res čist stran? Ali pigment razbije na dovolj male delce, da ga pol telo spuče. Ja. Stran gre. Opera, v bistvu, čeprav razumem, si se zdaj vrnila nazaj malo v operi. Ja, mislim, jaz sem itak začela pa čisto klasiki, ne, 4 leti sem opisala glasbeno šolo in pač sem harfo začela igrati in jaz sem opero prej pela, preden sem pop, preden sem raven nekako ustvarila. Zdaj pa itak bi pač rada to združila. Tudi tako 8. marca bom imela zdaj en koncert v Cankarju, ko bom pač združila nekako svoje avtorske komade in opero. Itak je, mislim, ful dolgo sem se tega bala, zato ker sem da lahko toliko hitro izpadejo sladno, ta crossover pop, opera res ne bi bila rada tam nek Andrea Bocelli, Sarah Brightman, te neki Slovenci, ki to delajo. Tako starikavo bi lahko hitro izpadena. Ampak mislim, da sem zdaj našla nek tak sound, ki zveni tako 2022, pa ja, da bo tako tej publiki, ki je do zdaj me poslušala, da jim bo to všečno. Pač veš, kako hočeš zveneti, ne? Ja. V bistvu, če te prav razumem, ti čuješ ene druge, kako zvenijo, pa to, ko prejšel, da je osladno, je v bistvu eni zvenijo, ko nekaj razlagajo, tako da hočejo dvigniti vse ostale, mi smo nekaj več. Prav razmišljam? Ja, mislim, še vedno bi rada, da je to del, da je pač to še vedno pop in da je to še vedno, da ista oseba, ki bi poslušala, ne vem, neke te čist Rihanno ali pa kaj jaz sem da bi tak ista oseba, ki je stara 25, 30, 35 lahko poslušala tudi mene, ne, da so to, ker mislim, da vsem te neki Il Divo, pa ja, to, kar sem rekla, Sarah Brightman, Time to Say Goodbye, ki se kao dojema kot crossover med popom in opera, da je to bolj nekaj current glasba. So to že kar staro, ker so to naredili. Ja, ampak tako, ko pomisliš na crossover pop opera, ni to ta prva stvar, te neki pa Freddie Mercury, Barcelona, pa to. Ja. Mislim, ne. Ja. Pa ja, sem vsak crossover, ki je, med vsem je vedno zanimiv Blizzard pop elementa, ne. Mislim, Nirvana. Pač Nirvana ful ni začetnik grunge, ampak glih prav pop elementa so imeli. Oni so bili ful hejtani v svoji sceni, ne? Ker začeli so to Melvinsi, ne, Nirvana, 20 let prej. Pa ful je bilo nekih bendov tam, ki so nekaj podobnega delali v Seattlu, ampak oni so naredili glih dovolj pop. Zato je ratalo, mislim, zato se popularna muzika, se temu reče, ne. Pop ni Justin Bieber, ampak je vse kaj popularno, se pravi, Nirvana je tudi bila en cajt pop, še vedno je, no, v bistvu. Ja, Mozart je bil pop, ne, včasih. Pa v čistem času je bil on pop. Seveda. Ampak, okej, zakaj pa bi sploh rada združila? Zato, ker se mi zdi, da je to edino smiselno, tako zato, kar jaz tako se mi zdi tak nek logičen korak za mene, zaradi tega, ker res cele dneve samo to opero vadim. In se mi zdi, da je res lahko ful, mislim, pač ni to samo neko s ful vibrata, neka stara debela baba na odru, pač to res ni več opera. To, kar se pač smernice v popularni glasbi, pop glasbi, se spreminjajo, tako se tudi v klasiki, ne, pač ni več taka estetika petja sploh. Mislim, da je to nekaj novega, mislim, da je to neka taka tržna niša tudi, ker še je, mislim, da je tako zelo da si noben ne upa tega. Pa tudi jaz mislim, da nikoli nisem zares pasala, prav sam ta pop je vedno, kot moja glasba veljala, kot za mal tako, kaj mal čudna. Hkrati pa med klasiki sem bila vedno, ampak to je kaj tudi pop še zraven dela, ne, ki je kao drugorazredna glasba. In pač moram najti eno svojo špuro zdaj, ne, mislim neki glih vmes, ker nikamor zares ne spadam čist. Se je dobro, mislim, meni se je tebi to všeč, da si tu nekje. Ja, mislim, ne vejo, kam bi to dali. Ja, sigurno mi je to boljško, ker da sem tako zelo na prvo žogo. Ja, ko si, ne, v bistvu, tam je življenje najbolj zanimivo, če mene vprašaš, ko
tako največji izziv mi tudi predstavlja to zaenkrat. No. Ja, verjetno ti ne bi predstavljalo neko božično pesem narediti priredbo, naprimer. Ne? To narediš pol, ko se ti ne da več, ne, pa je nekaj smo zajebali pri davkah, rabimo full casha, ne. Wesley Snipes je hotel z Joe Roganom tepst 20 let nazaj, zaradi tega, ker so nekaj pri davkah zajebali. So hoteli fight narediti, ne? Pa full kart prodati, da bi se ona dva tepla, ampak ni prišlo do tega. Ne, da nisem. Svašta je tega zgodba. George Carlin, ki je bil komik, on je bil hipi svoj čas in je verjel, da pač ne rabiš davkov plačevati, ker pač smo hipi, ne rabiš. In to ni res, ne. In pol je v bistvu v najbolj plodnih letih je bil ploden tudi zato, ker je mogel vsake to predstavo ven dati, ne. Tudi zaradi tega, naprimer, je šel stran od stand-upa, ker je trebalo uro pa pol zafilati, ali uro 15, je imel pol malo slam poetrija noter, pa malo filozofije, pa malo onega in se je ful drugače razvil nekam drugam, ker ne moreš tako hitro sproducirati tega, ne. Tako da te zadeve z davki so ful zanimive. To sem hotel reči, da mislim, vsak inštrument, danes že vsak inštrument, ampak včasih, vsak inštrument, ki si ga dodal v ansambl pri pop muziki, je dal neko dodatno dimenzijo. Glih Kurt Cobain je govoril, da bi Obo rad dal na tretji album. No, to pa sploh nisem. Tretji album Nirvana, do katerega ni prišlo, ampak ja. Obo je drugač ful mislim, tako, ful težko se jo je naučiti tak igrati, nekaj ima pač toliko imam osko tisto luknjo, čez katero pihaš, da je preden ti sploh se naučiš spraviti en sam ton ven, traja mesece. Drugače pa obojisti ful so na bolj velika nevarnosti, da dobijo pač nekakšne žilce v možganih, zaradi tega, ker toliko močen pritisk, ne. Ja, to je ful tako zanimivo. Ja, ne vem, kjer otrok se reče, jaz sem pa Obo. Ja, čeprav po moje, mislim tudi jaz, če bom imela kdaj otroka, ga bom probala usmeriti v nek inštrument, ki ga ne igrajo že čisto vsi. Tako, če si želiš eno kariero, pol iz tega je ful božje, da imaš pač manj konkurence, pa da je en inštrument, ker je res ful malo ljudi, da ni tako, ne vem, klavir, ker imaš res ful nekih korejskih prodigijev, pol pa mislim tako. Ja, pa Ališa, ki se je že vse naredila v popu, zdaj pa še moraš ti, zdaj pa še jaz. Ampak, kaj bi rada še videla, kateri inštrument bi še rada videla v svoji muziki poleg? Jaz ful vidim na splošno, pač, da bi rada orkester začela bolj uporabljati v popu, ampak ne tako v tem smislu, ne vem, Adele, pa te neke balade, ampak tako bolj kot da se jih kot efekte zvočne bolj uporablja. Klasični inštrumente, tako mislim, da sploh zdaj ta moja glasba, ko delam, ful sloni na godalih. Pa na čelu predvsem, ker imam pač res dobrega čelista v svojem bendu. Drugač pa, da bi prav nek čist nov inštrument. Nisem še razmišljala tako. Rada bi recimo združila bobne z sam godalje, recimo to mi je tako full hood sound. Pa nasplošno me ful inspirirajo te neki tako mal metal bendi, Apokaliptika recimo, to so mi tako tak sound, da bi malo ga probala s popom združiti, to mi je trenutno nek cilj, no. Ja. Ok. V bistvu, kaj pa, ko pišeš, ne, muziko, oziroma ko pišeš besedilo, kaj ti je bolj pomembno? Besedilo, izhajaš iz besedila ali izhajaš iz muzike? Vedno iz glasbe. Vedno iz glasbe. Prvo imaš melodijo. Ja. Okay. Ja, ponavadi, dostakrat v bistvu kar nekaj v angleščini napisam samo toliko, da pač lahko nekaj zapojem, pa pol na novo besedila, ampak tako pri meni so besedila vedno bolj, jih rešujem tako kot neke matematične probleme. Tako pač, križem, kot tu neka not sodi. Ja, mislim tako, ker če vedno si vzamem nek verz ali pa iz neke poezije ali pa, ne vem, lahko je samo ena beseda, ker sem vidi, da je ful redko bila uporabljena v besedilih, ker to mi je najbolj pomemben, tako da niso oni neki letim, pa nebo, pa ptice, pa to. Čeprav sem jaz mogoče na začetku imela kaj tazga, ampak nisem jaz ta besedila napisala. In pol nekako okrog tega bildam. Mislim, nisem ena izmed tistih tekstopis, ki bi, ne vem, prav izlivala svoje čustva na papir v smislu neki tam...
mislim, more mi biti tako, nekaj izvirnega, pa raje si več časa vzamem, pa nekako zgradim zgodbo okrog tega, kot da kar nekaj po navdihu tam. Pač jaz ne delujem na ta način. No. Pač nisem dosti kreativna, kadar, če bi prišel do tega momenta, no, recimo, ko reče nekdo, ja, ne vem, sem ful žalostna se počutim, mislim tako, sem ful trpel zaradi neke nesrečne ljubezni in pa sem šel pisati, pač jaz ne delujem na ta način. Ja, ne, mislim, kreativnost ni v bistvu vprašanje tega, če lahko na hitro nekaj pokneš na papir, pa deluje v redu. Ampak je, mislim, pot do nje je ful različna. Ne? Ja. Ponavadi označimo ljudi, ki so kreativni, ko se lahko nekaj tako spomnijo. Ne? Sam, tako si sama že mogoče malo nakazala, če ti polagam besede v usta, ampak marsikdaj je ta kreativnost v bistvu samo neki vzorci in je ful podobno, pa vse drug drugemu. Ne? Zato so vsi pop komadi ful podobni, ne? Če realno pogledamo. Zato, ker je najlažje narediti komad, nekdo me je pustil, in zdaj sem žalosten. In valovi so, pa veter piha. Tako, to. Tako da, mislim, s kakim procesom prideš do tega, ne določe stopnje kreativnosti, to hočem reči. Kreativnost, pa se tudi v tebi valuje kreativnost. Ne? Včasih je, včasih jo ni, včasih se ti zdi, da si nekaj napisal, kar je totalno, jaz sem se prvi tega spomnil, ne? To doben še ni in pol čuješ ful podobno stvar čez en teden. Tako da kreativnost, pa same ideje so tak včasih, da jaz včasih mislim, da to ni, da jih potegneš od nekod drugod, da niso v tebi. Se mislim, da je tudi, mislim, zato, da si inspiriran, da nekaj narediš, pač rabaš od zunaj najprej neke vplive. Mislim, vse, kar se pol v tebi noter, neka kreativnost pojav, je po moje posledica tega, kar pač kombinacije različnih vplivov. Tako da bi zdaj sam rekla, da to kar iz nič pride od znotraj, pač se mi zdi, da ne. No. Čeprav, mogoče sem še to, da mislim, da nasplošno ta slovenska scena, pa kako glasbeniki delujejo, je zelo, tako, kot sem jaz opažala, da je dostikrat tako, danes ne bom nič napisal, pa nič naredil. Zaradi tega se potem tudi glasbenika mogoče dojema kot enega tazga nekega boema, ki je neresen. Zato, ker v bistvu noben tako načrtno si ne vzame, mislim, vsaj jaz ponavadi tako delam, da se usedam in si rečem, zdaj bom nekaj napisala in tudi, če ne čutim se inspirirane, probam čez to nekako, pač v redu, bom napisala pa 10 komadov, pa mogoče bo en ratov. Če bom pa kar sedela pa čakala, da mi bo, ne vem, kreativnost ali pa neka inspiracija padla na glavo, pa pač bom ful manj naredila tudi, ne. Tako da mislim, da tudi zaradi tega so pol. Jaz mislim, da so to različne stvari. Mislim, da ti lahko veščino pisanja vadiš. Inspiracija pa pride pol, ko pride. Ne? Nekaj se zgodi pred tabo. Sam pol, če imaš ful dobro veščino, lahko to ful kvalitetno, ful dobro prevedeš v svojo umetnost oziroma nekaj, kar bojo ljudje razumeli. Oziroma, mislim, ne vem, jaz sem tak, da je zelo nazorno povem, jaz zelo rad pri ljudeh zelo rad imam, če ljudje točno razumejo, kaj smisla povedati. Ne. Kar ni nujno. Eni so pač tak, da napišeš nekaj, kaj je odprto za interpretacijo, kot se reče. Ne. Ampak v bistvu veščino ti lahko vsak dan vadiš, inspiracija pa pride, v bistvu ne veš, kdaj pride. Ne. Mislim, da je glih to pol podcenjeno, ne? Da dostikrat umetniki ne razumejo tega, da je treba pač včasih iti tudi čez uno, pa če se moraš prestiliti, pa enostavno tudi, daj to dojemati kot enostavno tvoj job in da pol pride inspiracija, da nisem tako ko bom začutil pač navdih. Premalo je, oziroma meni se zdi, da je zakaj ne bi bil pripravljen takrat, ko bo prišlo, ne? Podobno, ko se na nastop pripravljaš, ali podobno, ko se pripravljaš na ne vem kaj, se pač
vsak dan pripravljaš na to, da ko prišla inspiracija po vse. Jaz sem imel prometno nesrečo. 2 policaja sta se v mene zaletela, ker sta rikvercala sred glavne ceste. Iz nastopa sem se pelal zadnjega pred drugo karanteno in to je bilo, nič ni dobenega bilo, by the way, ampak prav inspiracija je bila čista, ker je bilo toliko čistih punchlineov v tej zgodbi, da sem mislil, kaj jaz, prosim, to snemam, ker nočem ničesar pozabiti, res ne. Pač res, in potem sem razvil iz tega 15 minut materijala, ko je v bistvu, kako bi rekel, najboljši, kaj sem bilo kdaj do tistega trenutka napisal. Sicer sem mogel pa 8 mesecev čakati, da sem prvič to na oder pelal, kar je bilo mučno, ampak če ne bi v tistem trenutku toliko vadil veščine, kreativnosti pa tega, ne bi sproti čul, fuck, ne. To je to, ja. Tole bi delovalo na odru, ne. Sicer je bila komedija sama po sebi, ne, ker če se 2 policaja tebe zaletita, prvo nisem kaj sajni spizdli marico, pa so se v mene zaleteli, ker je res tako izgledalo, ne, po policaju ven, se ni važno. Ampak takrat sem to začel ful bolj nekaj sem že čul to, no, da inspiracija pride, ti pa si sama pripravljen, ali pa nisi, ne. Ampak takrat sem res to nazorno videl, da to je zdaj kar nekje preletelo od nekod, jaz nisem, sam po cesti sem se pelal, kar se vsak pela, ne. In takrat sem dobil lekcijo tega, da dansko je treba znati črpati to ven iz tega, ne. Se pravi, eno je veščina, eno pa je tisto, kaj se zgodi okoli tebe, pa kako to dobiš, ja. Komada, da menjega nisem znal napisati, naprimer. Kot sem že rekel pri muziki, sem ker levi. Jaz sem dolgo časa rabila, da sem si upala, mislim tako sploh upala kaj pokazati, ker na začetku recimo prve 2-3 komadi, sicer sem bila skozi zraven, pač ko so se komadi delali, ampak nikoli nisem upala zares nič kaj tako svojih idej povedati, se mi je vse zdelo preveč pač ne dosti dober. Ja, pa pač nekako sem to ekipo zamenjala, pa tako si kar malo prisiljen, če hočeš še naprej muziko delati, pač da sam nekaj daš ven. Ja. Pač ja, mislim, odkriješ se, ne? Ja. Odkriješ se, eno je to, da te lahko zavrnejo, da rečem, ne, to pa ni vredno, ne. Ja. Iz takih in drugačnih razlogov. Včasih res ne dobro, včasih pa pač, ne, ja, so tečni. Mislim, jaz vem, da ta prvič, ko sem pokazala svoje besedilo temu svojemu bivšemu kitaristu, da sem tako dobesedno vrgla mu un list pred pač tako v naročje in tekla ven in rekla pač povej, pol prid ven, ko boš prebral, pa mi povej, ko se ti zdi. Sploh zraven nisem mogla biti, ko bi on to bral. Ja, odvisno, kako si samokritičen, pa kako si, ja. Je še vedno živčne napade, dobivam, ko gledam stare nastope, ker je tako. Ja, jaz tega sploh ne gledam. Jaz to, mislim, ne smem gledati pač za nazaj, ko sem nastopala. Dobro, sej, kakšne stvari tudi pač so mi cool, ampak vem, da je ne pa tako, že komadov mi je tako, kaj ti nikoli več ne bi dala tega ven. Ampak mislim, da je to sam znak, da si se, da se razvijaš, ker če bi mi bilo še zdaj ful dober in najboljš to, kar sem naredila, 5 let nazaj bi me lahko malo skrbelo, pa sem na isti točki ostala. Ja, dejansko, ne smeš se preveč zaljubiti v svoj izdelek, ne. Ja. Kill your babies, sploh v stand-upu to velja, ker stand-up je drugače, stand-up je živa stvar, se pravi, če ti povem vic, pa ti ga še enkrat povem, pač ne bo več smešno, enostavno. Medtem ko komadi, pač ACDC špila 40 let stare komade, ne. Čez nekaj drugega, pa lahko ga čuješ v reklami za Lidl, pa lahko ga čuješ na štadionu, pa pol greš live, pa ti je še kar cool, ne. Malo drugače je, to hočem reči. Ja, itak, ja. Je pa res, da, ja, mislim, ko si kot umetnik v plodnih letih, spravi se razvijaš, to hočem reči, je le fajn, ja, da se stvari, da se malo sramuješ stvari, pa si taki, joj, kako osnovno šolsko, pa to. Ja, ja. Res. Še prav, to te moram prav vprašati, kako je bila tvoja prva izkušnja? Grozna. Si predstavljala, sem tako, jaz, ne, to je, a pa so se smejali? Se niso? Ja, tako je bilo slabo, da so se. A ja? Ne, mislim, prvo je to, da nikoli nisi nalaž smešen v družbi.
Okay, ja. Ne? Ja, to ne, ja. Pač en nekaj reče, ti nekaj rečeš, on nekaj reče, pa si ti pri punchlineu, ne? Ja. Pa moraš biti na laž smešen, to marsikoga, ko sem pol nasral, da še ti pridi, ne? Ko smo kolega pridi, še ti zraven nastopati, so bili vsi te, kak si na laž smešen? Nisi, ne? Pač pripravljen si, tak zgleda stand-up, ne? Ampak, a nima tudi ful veze s tem, mislim, kako sploh vnaprej veš, kakšna publika, sploh na začetku svoje kariere, ker še nimaš mogoče nekega prepoznavanega. Eno je, če si tadej tož, pa ljudje kupijo za 20 € karto, zato ker je tadej tož. Ja. Ker živejo, kaj tadej tož in se tudi odločijo, da je on že dober, ker smo ga gledali v drami, pa ker smo ga gledali po televiziji, pa ker smo že gledali smešnih igrov. Ja, pa stand-up smo že njegov videli, to je nekaj. Kak zgleda, to je pa v bistvu so pa odprti mikrofoni, kar pomeni, da free je random folk. Pa še to mogoče zato, ker na koncu večera nekdo, ki je semi znan. Mogoče kdo prije, zato ker je, ne vem, nekoga zaužalo z semi znan, ampak naprimer Aleš Novak ali pa Uroš Kuzman sta na koncu večera. Jaz sem to zavidel, jaz sem že videl na stand-upu, sem že videl na neki seriji, sta imela, grem gledat. In poleg, ker je random folk, pa eni kolegi od onega, pa eni kolegi od onega in imaš čist mešano na žaru. In pol ti prideš, pa ne znaš verjetno delati, pa novi materiali, kakorkoli, da nam predolgo razlago v stand-upu. V bistvu naša zvrst je, da se učiš na odru, ne? Pač, če doma govoriš, ti je vse smešno načeloma, ne? Meni je vedno vse smešno, kaj napišem, ne? Ljudem ni. Ampak tudi finta je, da vedno, se ponovadi, ko nekaj napišeš, vedno je vse prav, ne? Vedno je smešno, se ne znaš prav predstaviti. Tega se v bistvu mislim, pa ni skoraj vsaka stvar lahko smešna, če jo pač predstaviš na ta prav način. Vsaka je. Mislim. Vse je smešno. Ja. Vse je smešno, ampak ne znaš predstaviti pravilno, ne nimaš občutka. Pa tudi meniti se moraš publiko, ne, to je problem. Kako se ti meniš publiko? Jaz sem vedno tako, vedno ful gledam svojega čelista, da ne je že hiter naslednji komad. Ne si že nastal te efekte, ker pač kaj pa ne, mislim, nimam, pač jaz nisem animator, res nisem. No. Se najhujše je, da je pevec, ki je super pevec, ali pa frontman, ki je super pevec, pa misli, da je animator. Ne? Ja, no to je tako. Ne, jaz absolutno vem, da nisem. Pa mogoče bi tudi zaradi tega rada si malo predstavila bolj v to, kao malo v operno sceno, ker tam se mislim, kao to neko pop operno, zato ker tam se ne pričakuje, da boš ti, ne. Medtem kot pop pevc pa ne bi kao nek žur delal, pa ljudje ne bi spodaj pil pod odrom. Ja. Mislim, mindfuck mora biti, ker v bistvu si ti radi te imajo, ker čuje tvoj komad in in pa moraš biti pa še ful simpatičen jim. In če jim nisi simpatičen, pol takoj, mislim, pač ja, pop glasbenika se mi zdi, da se dojema res, nisi samo glasbenik, ampak si kar še Tanja Žagar. Ja. Pa eni so ful naravni, tako jim je to ful naravno in so taki, jaz pa pač res nisem. Veš, kaj je ton nje, ne? V kakem tonu bo, veš? Ja. Če skineš ton malo preveč zadržan, pa malo preveč prestrašen, pač so vsi tak, špila je rajš, ne? Ja. Če pa skineš malo on ton, ko je malo preveč, mi smo zdaj tu ful kolegi, ne preveč prijateljski, ker to mislim, da ne gre, ampak boljša beseda bi bila mogoče preveč boli me kurac, ne? Ja, tako v bistvu ful, kjer lahko izpade nespoštljivo do publike, če si res ful nepripravljen, pa ful tako uno, vse karkoli bom rekel, vam bo itak dober. Točno to, ja. Ful si tek ono, jaz sem tu, vi ste tu, to je to, ne. Mislim pa pol te nekaj, kaj pijete, ali kaj tako, ne prav spomnim se enega tega koncerta, ker se je to dogajalo. Taka tipična je na Abrahamih, ne. Ja. Tisti, ko imate gobo v juho, veliko seče. Pa vedno se folk smeji, vedno. Enkrat sem se z enim snemalcem omenil, ko je v bistvu poroke snema, pa take stvari. Rekel, še enkrat to čujem, ne. Pa ni hudo to, da vedno en to reče, ne. Najhujše, da se vedno smejijo ljudje, ne. Da je najbolj očitna fora na svetu, pa pali. Ampak to je, pač se odvisno kakšno publiko imaš, ne. To je zato, ker so vedno pač od Abrahama vedno neki te... In si pač predstavljaš, kakšna je to ciljna publika. Kako pa se bolj pripraviš na nastop? Mislim, ker
Veš, kaj mi je zanimivo, ker očitno imaš željo po nastopanju, ne? Ja. Ampak nimaš pa te želje po komunikaciji z ljudmi, kot si rekla, vmes med komadi. Ja, ne, jaz pač res ne, se mogoče bo zdaj v lastno skledo pluvala, ampak jaz ne delam glasbo mislim, valjda tudi mi je super, da pač se ljudi dotakne in da jim je všeč, ampak v prvi vrsti delam zato, ker je meni ful dobro delati to in ker jaz uživam v tem in pa hkrati mi je dobro, ker je pa tudi moja služba, zato ker tega lahko živim. Pač, da bi zdaj jaz rekla, jaz delam glasbo za ljudi, kaj pa vem, nisem tako... Predstaviš lahko glasbo na YouTubeu, ne? Zakaj pa live predstavljaš? Ziher ti je fajn špilat, ne? Valjda mi je, ampak jaz rada vem, v čem sem dobra in to je v petju. Ne moram jaz reči, da jaz ne govorim z ljudmi pač valjda tudi kaj povem, da je zato, ker bi jaz ful si mislila, da ne bom zdaj govorila, pa zaradi tega, ker vem, da res ne bom izpadla. Pač, mislim, da ni to nek moj strong side in potem sem reč tih. Pri petju pa vem, da bom tako sem samozavestna glede tega. No. Ja. Ne, da prav ne maram govoriti, zato ker nočem komunicirati s publiko. Mislim, da nisem dosti zanimiva tako kot nek animator. Če nimaš nekaj pametnega povedati, rajši ne. Ja. Tudi ful je smešno, ko kakšni bendi začnejo predstavljati. Ja, ta komad smo pa začeli pisati enkrat na vajah, zato ker je bilo to, pa levo, desno, pol si tak stojijo, pa vse nam je vseeno. Ne? Ja. Tak nek vibe se spostavi, vse to v bistvu ni važno. Ne? Pa tudi, pač ja se pravim, pač jaz sem glasbenica, nisem nek retorik blazni, se ne dojemam. No. Tako. Ja, ne, se razumem, čisto razumem. Jaz tudi špilam kitare. Na odru za zaključek pa eno od Adija Smolarja. Ja, povej. No, šlo mi je zle. Si hodila ti kaj? Ja, čak, zdaj pa tudi meni šlo iz glave. Kaj sem hotela reči? Da sem pol imela to foro, da sem med koncerti, da smo nasneli neke, mislim, da so bili, to je že par let bilo nazaj, mislim, da so bili delčki iz poezij ven, ker sem imela na obdobje, ker sem tako prav vedno pisala besedila na neko, da me je inspirirala kakor neka poezija in tako. Pa smo tudi to probavali, da bi jaz čim manj govorila, da bi res samo tekalo vse skupaj, čim da ne bilo v njih čudnih lukanj vmes, ker se pač ne ploskajo več, čakajo na nov komad. In mislim, prav spomnim se, vedno je bilo tako, moj bivši kitarist, daj povej neki. In jaz pol tam tehnične težave. Sam, če si miren v tisti tišini, tista tišina lahko dobro izpade, ne? Ja, odvisno. Grafični oblikovalci znajo s prazninami igrati. Okay. Vse znajo igrati s prazninami. Ne? Tudi s tišinami se lahko naučiš, ne? Ja, valjda. Mislim, jaz imam že glih to, ne vem, če si zato tudi tisto prej rekel o tišini, zato, ker sem glih nazadnje neki na Instagram, mislim, da dala gor po spodje napisala, da mi je moj terapeut rekel, da če nimaš kaj pametnega za povedati. Potem... To sem videl, ampak nisem zdaj te povezal. No, ampak mislim, da imam nasplošno, da se še ful učim tako, kdaj, tako da je tišina lahko tudi pa da ne rabiš vedno filati. Sprostiti se moraš, ne? Ja. Sprostiti se moraš, ne? Mislim, praznine, vse tako so breaki v muziki, ko pač, ne? Ja, falija na dobo. Mislim, ja, ful so efektne lahko, ja. In je... Vse je podobno, ne? Ker človeški možgani samo vzorce črpajo. Ne? Nekaj ti je všeč zaradi vzorcev. Ne? Ja. Med drugim komad ali pa stil muzike ali pa break ti je všeč zaradi tvojih vzorcev. Ne? Ja. Ali pa ti ni. Ne? Ja. Po drugi strani je tudi komunikacija med samim koncertom del te umetnosti, ne? Oziroma del tega izdelka, če se malo grdo izrazim. Del te stvaritve, no, ne najdem vmes besede. Ko da bi rekel, lahko imaš ti tišine vmes, samo sediš pa čakaš. Mislim, da je ful ima veze tudi pač te tišine, da ima ful veze s tem, to, ko si rekel, da se moraš sprostiti v njih, ampak da se lahko sprostiš, se moraš počutiti varenga, ne? Ja. In na odru, ko te gleda ful ljudi, da se ti res počutiš tako
varnega. Moraš biti pač dober retorik, moraš biti to. Jaz vem, da pač v tem nisem dobra in se pač varno in safe se počutim, kadar pojem, ko pa pač je ta umesen del, pač se ne počutim tako zelo stabilno, to bom rekla. In pa je tudi težko uživati v tej tišini, veš. V bistvu, marsikaj ti grem v tisti tišini čez glavo, ali pa če kaj ne delam. Jaz sem se spomnil v bistvu na eno zgodbo, ko sem, kak je že bilo, ne vem, zakaj sem jaz povezoval, ker nisem imel niti slučajno dovolj izkušnjo za povezovanje stand-up večera, ampak sem jaz povezoval. Ok, tak je bilo. In bilo je v Konicah. Jaz sem z Konic drugače. In imaš kolege, ko skozi vidijo na socialnih omrežjih, da David, pa si stand-up, ne, pa ti vedno, ko ti vidijo, zelo moramo priti naenkrat v Maribor, ti boš prišel sred tedna v Maribor, ne boš, vem, da ne boš, vljuden si, ne. Se verjamem, da si želiš, ampak si vljuden. In ko prideš v Konice, si misliš, zdaj pa bojo prišli, ne. Ni bilo dovenga, ful malo ljudi, pa jaz tak sam. Ja, sem res stand-up za ful malo ljudi, kako to zgleda. Grozno. Mislim, Ironično je ful lažje nasmejati 700 ljudi, kot 7 ljudi. Ker se predstavlja tudi tukaj igrati ful lažje pred 700 ljudi, pač 5. Smeh se širi, ne? Rabiš ga, ker je v bistvu tvoj bobnar smeh. Ti se pogovarjaš s publiko dansko, ne? Oni ti odgovarjajo. Se pravi, ko se oni nehajo smeti, ti začneš govoriti, ne? Mislim, lahko tudi prek, lahko tudi ful tišine daš, ampak načeloma mora ritem biti, ne? Tako da je ful težko. Kakorkoli, mi začnemo ta večer, pa že tek sem bil, ok, bom jaz povezoval, ker ziher bo malo več ljudi, pa bo ok, pa ni bilo tak, ne? In pol valjda gledaš skozi proti vratom, kdo prije in pride eden, jaz sem bil tak, to je tako pijan, ne? Z nekim onim mrkim pogledom, prije, hodi tak, ne? Pa cel sran je bil, jaz mislim, to je bil zdaj pijan, cel popoldan, zdaj pa sem priš, ker je videl, pa si mislil, ne, jaz sem bolj smešen, ne? In je šel, pa si je vzel stol in si ga zvlekel pred mikrofon tak, ne? Če tu mikrofon si ga tak ti jaz zvlekel, pa jaz tak sam, to ne bo vredo danes, ne? To fucking ne bo vredo. A ja, by the way, ti jaz skozi gledam, ker je fant odsnaje tam, pomajo ljudje, ko gledajo, kam skozi on zija. Se bo gledalo. Ja, pardon, sem prekinil zgodbo. In še rečem temu, ki je tam vodja, mu rečem, pa vedno eden more priti, pa se v prvo vrsto dati. Pa mi on naredi, poznama, sem jaz smo kolega, in mi naredi, nekaj, pa nisem razumel reakcijo, zakaj je to tako reagiral, ne? In grem okol, stopim pred mikrofon, pa dober večer, to je stand-up večer, in se on stane, pa ste, ne, on je prizadet. In nisem tega vedel, zato je on tako reagiral, on je pa vedel, ne, da je malo poseben, jaz sem mislil, da je ful pijan in rekel sem na tak grob način in mi je začel ful ploskat na vsako stvar, ne, vsak stavek mi je ploskal, pa sem mu rekel, sorry, sam, ne, prekinjaš me, prosim, ne, pa boš pol na koncu lahko priš en vic povedati, ne, čist na koncu, ne, pa okay, ne, pa so vsede. Pa bi on saj, da je bil tiho, pa pride drugi, tretji, pa prišel Buši, kolega gor, on mu je pa ful všeč in mu je punchline ponavljal, ne. Veš tako, da rečeš la, brisača, ne. On pa brisača, pa so se ljudje njemu smejali, ne. Pol ljudje niso čakali punchline, so čakali, kaj bo on ponovil punchline, je bilo ok, v redu, ne, super. Pa prijem jaz nazaj gor, pa se je spet malo umiril, ne. Zakaj? Očitno sem ga malo preč napisal na začetku. Pa mu reče po nakoncu, no zdaj pa še ti, ne? Yes. Ja, ok. Pa mi je vzel mikrofon, nisem ga hotel dati, ker ga ne bi dobil nazaj. Tak je prejel mikrofon, pa noter. Pa je začel nek homofoben vic razlagati. Neke kurbe v Nemčiji, pa Mujo, pa Haso, pa Pedri hodijo mimo, pa ne vem kaj, pa tek sam, fuck. In pol jaz tek študiram, to minuto trajalo skup, ne, pa jaz tek, kak se to zgleda, ne, jaz, kot da se mu jaz norca delam, ne. In pol tek sem pogledam publiko, pa se vsi začnejo smejati, pa smo tek, ok, vredo, ne, pa je z aplauzom šel dol, pa sliko se je z nami, pa ful je bil pol vesel, pa sliko je pol si, na telefon si je dal sliko, ja, pa je pol ti zgleda tam, pa sem je tek, ok, viš, to je eno takih nastopov. Mislim, da sem point imel za to zgodbo, pa sem se pozabil. Evo, tako reci. In kak je pripravljaš? Kaj pripravljam? Jaz sem rekla,
opero, pa pop. Ampak v bistvu je dobro, da si to temo o tem, če kaj govorim med koncerti, ven prevlekel, ker prav to sem cel prejšnji teden bila, kako mi je zdaj to povezala, to so kao operni koncerti, pop, ljudje sedijo, pač ne bojo stali, se pravi, mislim, da takoj, če ljudje sedijo, da se takoj ne, čeprav dobro predstavljam, da pa je mogoče drugačen, ampak ne, na klasičnih koncertih pač folk sedi, jaz sem ful bolj, se tako počutam domače, že zaradi tega, ker vem, da ljudje so sosedni in me res poslušajo. Meni ta stil koncerta, ker nekdo tam kar s pivom okrog hod, pa malo do šanka, sem pa tja, jaz res nisem za to. Ampak mislim, da se na takih koncertih bolj pričakuje, da nekaj pač govoriš vmes. Tako da zdaj moram ugotoviti, ker ni čist operni koncert, takega imela zdaj, ni čist pop in koliko se zdaj pričakuje, da jaz govorim, koliko... Mislim, da se ne pričakuje, ne? Ker mislim, da, Slovenci imamo to navado, da ne vemo, kako bo, samo koliko prijemo domov, rečemo, ni bilo tako, kot smo mislili. To je sicer naša rak rana, ampak jaz ne vem, kaj pričakovati od tega koncerta, ko ga boš imela, oziroma z tega izdelka, ko ga boš imela. To samo ti veš v bistvu. Moraš sam prepričati, pa res prodati dobro, pa tudi to ne v bistvu, ni to najbolj, če pač vidiš, da je nekdo na odru res samozavesten, pa da je tako, da deluje, kakor da ve, kaj dela, pač zaupaš v vse in je vse cool. Če pa vidiš, da je nekdo tako mal nekaj bi povedal, pa ne bi povedal, pa pač... Opaziš to, tudi če ni tako ful očitno, ko si zdaj pokazala, opaziš na nezavedni ravni. Ampak ni to, veš kaj je finta, da ne vem, ampak jaz, ko delam en izdelek, ko delam 15 minut skup, še ne vem, kako bo, ampak pol s časoma prijajo tisti odgovori. Sem zaradi tega, ker ful razmišljaš o tem projektu in odgovori pol pridejo, ko se meniš z enim čist neka X, pa ti on preko nečesa čist neke X pove, kaj bi bilo vredo. Če ti dam primer, ne vem, kako bo delovalo vmes med dvema bitoma, ki sta ful različna, se pravi, en je o brisačah, en je pa o neki filozofiji, ful težki, vedno pol nekje nekako opaziš en detajl, ki je v bistvu v človeški družbi se skozi ponavlja, da ti to poveže. Zdaj ne vem, ti imaš verjetno 2 komada, ki sta si lahko ful različna, in moraš nekaj vmes povedati, Ja, mislim, zdaj v bistvu, ne vem, neko operno arijo vzam in noč svoj komad dam, Kaj je, kaos, kaj je tako daleč od kakršnekoli operne arije, kadarkoli. In zdaj, kako to združiti, kako to osmisliti, Mogoče daš, jaz to ful devam kolegom včasih, pa je vprašam, kaj si ti misliš, Veš tisto, kar ljudje ponovadi rečejo, fajn je, jih sprašuješ naprej in potem ti rečejo neko besedo, ne vem, naprimer, spominja me na žafran ali karkoli, In pol priješ sam res, Ker ti tudi v zadnji vzorcih vsega prečistiš v izdelku, In pa se reče, samo res, to pa res bi delovalo dobro. In tu pol mogoče dobiš sled za tem, kaj bi lahko povezovalo ta 2 komada. Vse mogoče potem tudi zaradi tega ponavadi, recimo, ko imaš prvič nek nov projekt, koncert, čist drugač, ponavadi ta prvi koncert čist drugač zgleda, kot pol ta 10, zato ker vmes že dobiš feedback od ljudi, pa malo veš, kaj dela, kaj ne dela in tako naprej. Ja, to definitivno, to je stand-upu vedno tako, Ker ne veš, če je smešno, Jaz grem zdaj 18. z novim setom, 15 minutnim, ful zakon. Ampak, a res misliš, da nekaj, kar ni bilo smešno, pač določeni publiki, da pol tudi drugi ne bo? Ni, tako si prej rekla, če ti veš, kaj delaš, je vsem smešno, Jaz, ti lahko rečeš nekaj groznega, nekaj o pedofilih, nekaj ne vem kaj, nekaj, kar ljudje nočejo čuti, sem se vseeno smejijo, Smeh je tako bolečina, ne moreš si pomagati. Tako da bi te resetiral, Veš, če si ti ful, ne vem, predvidevam proti Trumpu, ampak ti nekdo pove eno foro o Trumpu, ki je pro-Trump, ampak je vseeno smešna, seš ti vseeno smejala. Samo to pa imaš ful različne, smeh je lahko krati tudi obrambni mehanizem, veš, ko ni tako. Smejimo se iz različnih razlogov,
ampak vseeno v navalu smeha, ko je res nekaj smešno, ne, si ne moreš pomagati, pač smešno ti je. Okay, Sicer pol lahko ti nariš, pa pol, to pa ni bilo cool, ne, ampak ne moreš si pa pomagati v trenutku, ne, resetirate. Tako te bolečina resetira, ne. Ampak v bistvu ti lahko, ko se ti komedije naučiš, ne, komedija je ful različna, ful je žanrov komedije v bistvu. Ne. Ful je razlika med Tinom Vodopivcem pa Tadejem Tošem pa Perico Erkovićem. Ne. Mi ne rečemo, da so to 3 žanri komedije, nikoli, ampak so ful različni. Ne. O Tinu pravzaprav toliko zveš, ker ni tako osebno izpoveden, ko je mogoče Toš. Toš pa ful govori svoje misli in jih pol v punchline spreminja, ne, ali pa ne vem, Jimmy Carr je ful razlika do George Carlina, Bill Burr do ne vem, Jima Gaffigan je ful razlika, ne. Eni so ful zdravo, jaz pečem kruh, pa imam rad svoje otroke, drugi pa razlagajo o tem, da popizduje za vsako malenkost, razumeš. Ful je žanrov, ampak mi jih ne dojemamo kot žanre. Finta je, da je vse tretirano kot stand-up komedija zaradi tega, ker je vse smešno. Ne? Ker žanre, tako si jaz mislim, to je moja filozofija, žanre v glasbi določamo s tem, kak je občutek ti daje, oziroma kak se ti premikaš, oziroma kak ti plešeš na to muziko. Ne? Ne? Zato obstaja tehno, ne? Ker je čist druga subkultura za tem. Folk jemlje tablete, pije vodo, pleše. Pa rabijo nekaj, kar je zelo simpel za razumeti, pa zelo... Po možnosti ni besedil. Punk rock je agresiven, rock je agresiven, sam ni tak agresiven kot punk rock ali pa metalcore ali pa ne vem kaj. Tvoja zvrst, kot si rekla, ljudje sedijo, ne plešejo, na veselici folk hodi, ne, plesati. Ne. Pri komediji pa vedno sediš. In vedno je isto, vedno se smejiš. Zato, ker komedija v svoji biti je vedno ista. Ti se samo naučiš, kako nasmejati ljudi. Vse ostalo je potem od tebe odvisno. Ne? Se pravi, ali boš ti ful v sebi govoril, ali boš ti dejansko svoje misli govoril, ali boš pa ti povedal v 10 minuti, da imaš punco, čez 10 minut boš pa to negiral. Ne, nimam punce, jaz sem samski. Ne? Pa se bojo vse nasmejali. Tako da, kaj sem hotel povedati je, da kaj sem hotel povedati, v bistvu sem se vse zgubil. Ampak, kaj smo se že menila? Predtem o žanrih. Ja, o žanrih, pa še malo prej. Komedija vedno, lahko se jo naučiš in pol vedno deluje. Bilo, kaj ti govoriš, deluje. Ne? To sem ti rekla, to sem te vprašala glede na publiko, če misliš, da v vsaki publiki... Kak dal sem zdaj prišel. Pardon. Ampak, če si ti res dober, bo pač delovalo. Ne? Mogoče so slabi pogoji. Na vseh pač. Mogoče so slabi pogoji, ampak če ti priješ ful pripravljen, ful ziher v sebe, bo to delovalo. Ne? Pač sam moraš res mislim, Zdaj pa, ali ti govoriš o peki kruha ali o pedofilih, ne? Ne? Se bojo ljudje smejali, mogoče se ne bojo hoteli smejati, sem se bojo smejali, ker komedija pač, ko jo znaš, deluje. Tako da, ni odvisno to kot publike, koliko je od tebe. Tako bi se rekla, preko, če si samozavesten, pa če veš, se lahko tudi 5 minut tiho na odru, pa so ljudje tako, nekaj delajo. Bomo počakali, zgleda, da je vse vredno. Jaz sem se prav spomnila najbolj groznega momenta na odru, ko sem na Exitu imela koncert v Novem Sadu in tam neki ni delal, v glavnem mental space, tam moj čeli zdaj govor neki. In je bilo toliko čudno, jaz sem kar v tistem momentu pozabila angleško govoriti, pač sploh pa res drugače, mislim, da govorim tekoče angleško. Jaz sem toliko živčna, da sem kar v neki polomljeni angleščini, neki tam o tehničnih težavah začela govoriti, v glavnem to je bil recimo en tak moment, ker res si ga bom... Festival je mogoče ekvivalent tega, kaj sem govoril, da prija različen folk. Ne? In različna publika tudi pride. Pač eni, mislim, zelo, še na takem odru sem bila Fusion Stage, se mu reče, ker res pol za mano so bili kar neki metalci, pred mano so bili, ne vem, neka elektronika. Tako da tiste ni bilo dobro. Exit si šla, če sem si prav zapolnil 19? 2019 sem imela. Pred korono.
Ja, tisto poletje. Poletje, ja. Ja, tisto je bilo super. No, pa spet tak koncert, ker pač ljudje stojijo in mem hodijo. Ne. Še tako je bil postavljen odr, da v bistvu, vse je bilo super, mislim, tako v bistvu na koncu je vse skupaj bilo dobro, pa je bila taka hvaležna publika, ampak pač mem hodijo in v bistvu moraš zadržati njihovo pozornost. Ne. Ni pride tako, kot recimo zdaj, ta koncert, ko je imela v Cankarju, ko se bojo sedeli in pač ne bojo šli ven. No. Mislim, ni te bojazni. Ampak to mi je najbolj grozno. Koncert je to, kar si rekel, da pač zakaj pa sam ne dam na YouTube, vse v bistvu najrajš imam take koncerte, najrajš imam neke glasbene festivale ali neke TV nastope, ker pridem eno, ko ima tudi pojem, 3 minute je ful dober in pol grem. Takoj, ker moram jaz imeti koncert, mislim, tako nasplošno, res mi je, imam ful rada to, ampak ful sem živčna za take stvari, tako no. Ja. Pa si ful začrtaš naprej, kako bo, kako mora biti? Čim več mora biti začrtano, ker drugače sem jaz čist, tako ful tak človek sem tudi, da vse mora biti ful splaniran, da se jaz pač počutim lepo stabilno, pa tako v tistem svojem okviru, ki sem si ga dala. Sej prej si pustim pač, da sem kreativna, pa imam ful nekih idej, kako bi to, pa uno, ampak pač 2 tedna pred koncertom, teden pred koncertom mora biti pa res vse postavljen. Da poje slogren samozavestno na oder, ker drugače nisem ena izmed unih ljudi, bolj, ki je vse tako razpuščeno, bolj uživam, ne. Tudi vem, da ko sem bila mlajša, pač, ko sem imela ful teh nastopov s harfo, vem, da sem imela eno sošolko, ki manj je vadila, bolj je bilo pol, ko je šla na oder, bolj si je tako mislim, zdaj bom pa jaz dala vse od sebe, zdaj itak se moram ful potruditi, ker res nič nisem zvadila tega komada. Jaz sem pa vedno glih obratno in ona vedno pač je ful dober ratal, jaz, ker sem pa ful vadila, pa sem recimo se pol, mislim tako no, če ne bi nič vadila, bi me čiz ribali. Ja, pa mislim, da koliko poznam podobne ljudi, tebi tudi pol vsako malo napako si učitaš in pogreš iz napake v napako in pol se ti zdi, ne, pa doben sploh ni opazil. Ja, zelo. Včasih je bilo tako, ne. Ja, v bistvu je, tako iščeš kreativni proces ali pa proces iskanja idej, je ful podobno, kak iščeš proces, kak se pripraviti na nastop, ne? Ja, sigurno. Pa pač čez leti dobiš, pač vidiš, kaj ti dela, kaj ti ne. Ti si šla ful mlada na oder, ne? Jaz sem šel prvič na oder pri 27 ali 26. Si že bil ful bolj izoblikovana oseba, pa ful tako, ni pomagalo. Kaj sem hotel reči, da meni prav ni bilo jasno, da to čist drugačne. Veš, če znaš doma nekaj narediti pol na odru, mogoče ne boš znal, ne? To mi ni bilo jasno. Tako da verjetno ti je bilo prirojeno to, ker si tako zgodaj šla, da si se pripraviti pravo mogla. Ja, jaz sem pač prvič šla na oder, ker sem bila, v Filharmoniji sem imela solo z zborom, sem pela Hudo mravljico pri 5 letih. Ja, to je bil po mojem moj prvi nastop, ker v Filharmoniji, zato je prav dober. Ampak takrat še nisem imela teh trem. Polka je pa harfa prišla, takrat pa pač tako downhill od tam naprej. Ampak mislim, da je ta nek moj perfekcionizem, mislim, da je tak perfekcionizem sam tako neka krinka, v bistvu sam te neke nesigurnosti, tako prav živice mi gre, kdo ful ponosno, sem perfekcionist, mislim, kaj tukaj pa res ni nič tako, čeprav najbolj mi pomaga pri tem to, da si v bistvu tako pogledam, če si nek ful perfekcionist, to je v bistvu tak kar močen narcizem, ne. Ker, če se vprašam, a res mislim, da se je komu zdel, da se je kdo toliko ukvarjal z mano, pa da bo toliko razmišljala, tamle je tisto narobe naredila, polno je tisto je narobe naredila. Pač, a ni to ful narcistično? Ljudje načeloma pozabijo. Ja, pa pol pozabijo, mislim, se nimajo časa to, tako si rekla, obrambni mehanizem v večini primerov, ne, če jih mora biti popolno, ker drugače ne grem na oder. Malo je tudi narcisnega obnašanja v smislu, da jaz pa lahko boljše, ne. Mislim, se to rabiš, za na oder definitivno rabiš, ne. Ja, neka zdrava mera itak, se to mora biti vse pač v miksu. Ja, mislim, ne bi šel na oder, če ne bi mislil, jaz pa lahko nekaj boljšega naredim, kot vsi ostali na sceni, ne? Sam mislim, da tek
ful nisem veliko ljudi spoznal na sceni, bolj kot ne samo v stand-upu, ampak ni toliko narcisnih ljudi, ekstremno narcisnih ljudi, ker ne napredujejo, ker nikamor ne prideš, če si res v ekstremu. Ker si pol misliš, vse je dobro. Ja, to je res, ja. Pol ostaneš na neki točki, mislim, na neki točki moraš ostati, če ti gre malo na živce, ti kaj si naredil in ne spreminjaš in izboljšuješ. Sam se v bistvu narcizem je glih to, ne, zato, da si narcis, moraš biti ful nesiguren. Ne, mislim, tako iz tega mojega študija psihoterapije. Ne moreš, mislim, da je pač ja, da je nujno potrebno, da si ful nesiguren zaradi tega, da si narcis. Mislim, da je prav en stav, kako reče. Ne bom se zdaj spomnila. Prav en saying je I'm really insecure, which is really weird, since I am awesome. Tako, ja. Sam sebi okoliti v žepe. Ja, da je v bistvu ta neka dvojnost, ki ne bi pač narcisa naredila. Ja, ampak ful je razlika, mislim, narcizem je v vsakem človeku, enega ima povišanega, enega nima, pol je pa narcistična motnja. Ja, pa pač prav patološki narcis. Ja. Motnja je pa v bistvu se razvija, tako se vsaka motnja razvija, ker se nekaj zgodi, da ti ne moreš handlati tega. Ne? Ko da bi rekel, en ti hlače dol potegne pred razredom. Ne? Ja, in iz tega ven pač. Ja, in iz tega ven pol ti bi lahko torej razvil, se jaz sem cool, ne? Ali pa ne vem, tako da bi pozabil. Kot obrambni mehanizem se razvija. Ja. Če bi pozabil hlače prinesti v šolo, naprimer, da prišel v gatah, pa si kako bodalo si, ne? Ja. Tebi v glavi se pa motnje razvija pol zato, ker nisem bodalo, vi ste, ne? Ja, pač edini način, da mind lahko nekako osmisli, mislim, da se zaščiti, ne? Ja, in motnja te v bistvu te ovira, ne? V bistvu te ščiti, ja, ker si doživel travmo in ne moreš drugače si razlagati sveta kot tak. Ampak to je motnja, ne? Zdaj, nivo narcisoidnosti. Mislim, to je tako vse na spektru, ne? Pač, zdaj ne vem, kaj je čista kontra narcizmu, ampak imaš kao, mislim, tako nekje, čim boljši, da si čim bolj na sredini tega spektra, da nisi ne v eno, ne v drugo. Pa mislim, da je najbolj zdravo, da se ga zavedaš, ne? Pa da ga znaš prepoznavati sproti. Kar pomeni, da če ti narcizem preprečuje to, da ti vadiš vsak dan, ne? Moraš ti razumno poštudirati, okay, to mi samo nekaj iz otroštva govori. Ja. V bistvu jaz moram vaditi, ker če mi to pa toliko ur noter spravil, bom toliko bolj izluščil bistvo tistega, kako hočem na odru potem dati. Ja. Tako da v bistvu, če se poznaš, ni ravnila, tako se rekla, ni ravnila, ne moreš reči po šabloni, evo, zdaj to, tu pritisnemo gumb, ni. Samo če se poznaš in veš, kaj ti govori v bistvu tvoj otrok v tebi, ali kako se reče, ne? Ja. Kaj ti travma govori. Ja. Oprosti, kar povem. Takrat v bistvu je po mojem najlažje to reči. Ja, jaz mislim samo, da je glih ta nesposobnost samorefleksije tista, ki naredi patološkega narcisa. Tako da, če si ti res patološki, ne, da je to res tako maligni narcis, no, temu lahko tako se reče. Politik je glih skoraj srž tega, da si narcis tudi to, da ni samo refleksija. Ker če bi bila, bi mogoče vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi v nekem momentu narcis se zavedal vsega, kar je pač naredil zaradi te svoje motnje. Ja, če bi vse zavese padle, ki si jih daš. Ja, da je tako zelo nevarno, no, to v bistvu.